Ja, tako kot je Tilen dejal, ni glih planirana bila tale zadeva, ampak žal se je zgodila. Zadeva je bila v sklopu treninga, slaloma, v dosti solidnih razmerah, pri vožnji na čas drugo vožnjo. Ilka je štartala, začela je dosti solidno. V želji, da dobro smuča, je pač naredila napako, zgodil se je padec. V prvem trenutku zadeva, tudi po posvetu zanjo in kratkem pregledu kar na snegu še, je bila morda bolj pozitivna, kot se je potem izkazala. Mislili smo, da bo morda samo kakšna poškodba narastišča mišic ali v najslabšem primeru stranska vez, tako je dejala Anja. Ilka je celo odsmučala do restavracije, kjer smo poklicali reševalce, želeli, da jo s helikopterjem odpeljejo v bolnišnico, da takoj naredijo pregled in da se detaljno vidi, za kakšno vrsto poškodbe gre. Žal se je dan pokvaril, se je pripeljala megla, tako da helikopterji niso mogli leteti niti z ledenika, niti z spodnje postaje vlaka. Tako da so Ilko peljali z rešilcem do bolnišnice. Moram reči, da je v Imstu ena dosti kvalitetna bolnišnica z povsem novimi aparati, kjer so res naredili hitro in tudi diagnoza. Žal je bila šok, strgana križna vez v levem kolenu. V prvem trenutku se zdi, da se ti poruši ves svet, žalost, ne veš, kaj bi naredil, vendar moram reči, da je Ilka vse presenetila s svojo reakcijo. Tudi mi smo poskušali čim prej zadevo pogledati s pozitivne strani. Sami veste, da se časa ne da obrniti oziroma vrniti, in v tem pogledu smo se danes zjutraj zbudili, tako ko se morda po zmagi zbudiš in je treba drugi dan imeti čiste misli, če hočeš naslednji dan spet dobro biti, tudi po poškodbi, ne preostane drugega kot pozitiven pogled. Cilji so se morda malo spremenili, se pravi, najprej fokus na operacijo in pa potem čim bolj kvalitetno rehabilitacija, da se lahko pripravi za naslednjo sezono. Ilka je ostala v Švici, kjer bo v naslednjih dneh opravila nekaj razgovorov z doktorjem, v katerega zaupa, in ki bo glede na te dogovore bo tudi v naslednjih dneh dorekla, kdaj bo operacija, potem pa bo tudi več stvari jasnih. Hvala, Grega. Zdaj pa predlagam, da besedo kar predamo še Mihi Verniku. Ja, saj jaz težko zdaj tukaj karkoli dodam, mislim, da je Grega zelo podrobno opisal, kaj se je zgodilo. Pač poškodbe, vsi vemo, da so sestavni del vrhunskega športa. Je bil tudi v tistem trenutku, ko sem izvedel, pač zato velik šok tudi za mene, ampak enostavno takoj, ko to izveš, obrneš list naprej v tem trenutku. V tistem trenutku me je samo zanimalo, če je za vse poskrbljen, kje se lahko pomaga tudi strani Smučarske zveze. In v bistvu bomo vse naredili, da ima Ilka vso podporo, ko je rab, in da bo pač vse potekalo naprej, da se čim prej vrne na sneg, oziroma bom tako rekel, po njenih željah. Hvala, Miha. Zdaj pa, če ima še kdo kakšno vprašanje, in danes individualnih izjav ne bomo dajali, tega zdaj imate priložnost, par vprašanj, pa prosim, bolj na kratko. Miha,
Lahko poveš, kaj to pomeni za smučarsko zvezo, pa tudi za olimpijske igre, ne, kaj je to verjetno ste bazirali nekako tudi na njenih rezultatih, za sponzorje, pa so to dogajanje, pa take zadeve. A se vam kaj veliko spremeni zdaj? Ne, zaenkrat se kaj dost ne bo spremenil, ne. Pač vsi programi bojo tekali naprej. Sigurno je Ilka kot tekmovalka svetovnega pokala, pa kot tekmovalka naše reprezentance je v ospredju. Verjetno bomo pogrešali te zanimive vikende, ne, sploh v začetku sezone, ne. Zdaj, kaj to pomeni za olimpijske igre, pa za naprej pa težko zdaj pač nekaj govoriti, mislim. Enostavno pač zdaj je sigurno malo drugače, ne, ampak mi bomo delali naprej s polno paro, ne. Saj, tako kot sem rekel, poškodbe so sestavni del tega sveta, ne, in zdaj treba tudi to prebroditi, ne. Da je tukaj šlo mogoče za preutrujenost, pretrasiranje ali pa slučaj, da je prišlo do takšne poškodbe, kako bi vi ocenili, ko ste bili skozi njo? To je jaz bi ocenil kot zgolj splet okoliščin. Kje bo Ilka operirana, če so že ve, ali je samo še pri dogovorih? Zaenkrat še ni jasno, tako da, oziroma v Švici bomo pa sporočili točno kdaj in ve se pa kateri doktor, tako da tisti, ki je tudi, ki je rešil že operirano, poškodovano koleno, bo z istim doktorjem, bo tudi ta operacija. In to je isto koleno? Ne, to je drugo koleno, ki do zdaj ni bilo poškodovano. Če se navežem še na prejšnje vprašanje, jaz mislim, da ni šlo, to je splet okoliščin, ki se zgodi. Morate vedeti, da res skrbimo, da poskušamo vsi, ki smo okrog Ilke, zagotoviti vse, kar se tiče varnosti in kar je v naših močeh. Se pa v športu dogajajo nepredvidljive stvari in naključju bi pripisal to poškodbo. Veste, da smo pred nekaj dnevi odpovedali Zelden. Glave so bile mirne, fokusirane na priprave. Umirjeni smo bili v ekipi, tako da ni bilo nekih indicov, ki bi kazali, da bi lahko iskali to poškodbo. Koliko časa pa naj bi trajalo okrevanje približno? To bomo po operaciji, ker je težko reči, dokler se koleno ne odpre in operira, tako da po operaciji te informacije. Gleda, a bo rehabilitacija verjetno delala v Sloveniji, kondicijo pokazali naprej? Vse, kar lahko na to odgovorim, je, da ekipa stoji ob strani, bomo z njo, kakšne procedure pa bo pa zopet, tako kot sem rekel, po operaciji, ker se bo videlo, kaj zahteva, kje, kako, več takrat, danes je nemogoče odgovoriti na to. Kaj pa ta daljša Ilkina odsotnost, ki je predvidena, pomeni za ekipo, v smislu mogoče Miha vprašanje, navezava Smučarska zveza na Ilkino ekipo, kaj bo z Grego, Anjo in Gajno? Ja, tukaj... Tukaj bi se jaz kar navezal na prejšen Gregatov odgovor, ne. Prvo moramo mi dobiti podatek, kako bo narejen plan za Ilko. Zdaj najprej to v ospredju, potem bomo pa se naprej dogovorili v sodelovanju z ekipo. Mogoče še kakšno? Mogoče kakšen je kaj psihološki pritisk oziroma zdaj vpliv bil na Ilko, glede na to poškodbo vse, da fokus je, želi si ponoviti še prejšnjo sezono se skupaj, no. Pa kako jo zdaj mogoče naprej zbodriti, da ne bo kaj poškodbo? Malo sem že prej nakazal, ne, v bistvu je zelo pozitivno odreagirala že včeraj. Moram vam pa, danes smo se skupaj še zbudili, predno smo šli, jaz v Slovenijo, ona v Švico.
Zelo pozitivno gleda. Glava, jaz, ker ne morem verjeti, res je fokusirana, gleda naprej, sploh ni nekih ukvarjanj z preteklostjo. Zaveda se, da časa ne more vrniti in deluje, kot da si je dala nov cilj, to je pripraviti se, vrniti se in biti močna, mogoče še močnejša. Tako da res iz nje vre ena velika pozitiva. Zdaj, v onem sporočilu za javnost je bilo neko majhno okence odprto, no, tudi za to sezono, ampak zdaj, glede na to težo poškodbe, je najbrž nerealno pričakovati videti v tej sezoni na snegu. Jaz nisem doktor, tako da te stvari bojo po operaciji znane. Tako, ko pa zdaj kaže, pa zadeva, ne bomo prehitevali, hoče biti zdrava, se vrniti močna, neko prehitevanje vsake poškodbe, ki rabi svoj čas, je pa nesmiselno, tudi v tem duhu smo se pogovarjali znotraj ekipe in bomo naredili, da bo najprej 100%, ker samo 100% športnik je sposoben vrhunskih rezultatov in če želite sezono, kot je bila lanska, moramo počakati, da Ilka pride pripravljena in bojo rezultati tu. Koliko je imela operacij na kolenih, pa na kateri dan nazadnje? Vse operacije, kar je imela na kolenih, so bile na desnem kolenu. Imela je 4 operacije, zadnja pa je bila pred Sočijem 2014. Prosim? Ne. To je to? Hvala lepa.